Ja, pa če ste domačin, mogoče najbolj, da vas vprašam, kako pa vi doživljate ta turizem tle na Bledu. Je res tako hudo? No, So gneče? turizem ima vedno dve plati. Na eni strani je Bled taka blagovna znamka turizma v Sloveniji, da praktično vsi turisti, ki pridejo v Slovenijo, si ga tudi ogledajo. Blejski grad, Blejski otok sta dve svetovni znamenitosti, katere pravzaprav Slovenijo dajejo na zemljevid najpomembnejših turističnih krajev na svetu. Po drugi strani pa je sam kot domačin Bled pravzaprav sprejemam tudi nekoliko drugače. Tukaj so doma številni domačini, ki se ukvarjajo s turizmom, ki skrbijo za dobro počutje gostov, ki skrbijo praktično za odlične namestitve, hrano, pijačo, pravzaprav za postrežbo vseh teh ljudi, in to je tudi tisto, kar pravzaprav turizem daje, tisto, kar smo nekoč rekli, turizem smo ljudje. Potem ne bi podprli recimo tega odloka, v katerem se govori, da bi se prej zapirali gostinski lokali, da ne bi prihajali do prekomernega pijančevanja in tako naprej? No, vedno je tukaj treba najti neko sorazmerje. Turistični kraji imajo tudi slabe strani, to so tudi na nek način lokali, ki so odprti pozno v noč, nenazadnje tudi živa glasba, ki nastopa. Na eni strani so to turistični produkti, to je turistična industrija, ki pravzaprav žene turizem, na drugi strani so tukaj doma ljudje, ki grejo zjutraj v službo in želijo biti na nek način tudi spočiti. Tukaj je treba najti ustrezno sorazmerje in jaz verjamem, da ga bo občina Bled oziroma občinski svet tudi našel. Kako pa je z gnečom na cesti? Zdaj se vidimo, tlele neki gradijo. Ja, gneča na cesti je v tem času ne samo v Sloveniji, ne samo na Bledu, ampak praktično po celotni Evropi. Je čas turistične sezone, je čas počitnic, čas dopustov. Je pa resno, dokler ne bo blejska obvoznica zgrajena, bo v Blejski klanec vedno kolona z smeri Les proti Bledu. Jaz verjamem, da bo ta obvoznica marsikaj rešila, predvsem to prometno zagato skozi Bled, in nenazadnje 50 let se že gradi, zdaj se je začela graditi in verjamem, da bo kmalu tudi končana. Kam se boste pa vi odpravili letos na dopust? Ste že bili? Ja, jaz sem pravzaprav na funkciji notranjega ministra, nikoli ne veš, kaj se v državi zgodi, tako da hoditi nekam daleč stran iz Slovenije ne pride v poštev. Bom v Sloveniji, predvsem kolesari, veliko se sprehajam, hodim v gore, planine, in to je tisto, kar pravzaprav je v Sloveniji najlepše raziskovati, še neke neodkrite kotičke Slovenije, in veliko sem tudi na Bledu. Mene, bom rekel, Bled kot domačina, kot nekoga, ki je tukaj od majhnega doma, vedno navdušuje. Bled je veduta, ki pravzaprav pomirja, sprošča, in seveda vsem tudi priporočam, da v teh poletnih dneh Bled tudi obiščete. Mogoče še to, pred kratkim so bile še težave z volkovi, mogoče kaj veste, je bilo nazadnje še kaj na tem področju? No, spremljal sem tisto informacijo o volkovih, zaenkrat nimam drugih informacij, da bi bilo karkoli narobe. Tukaj, kar se tiče teh zveri, je to pristojnost nekega drugega ministrstva. Jaz lahko z področja notranjih zadev povem, da policija ne samo na Bledu, ampak v turističnih krajih vzpostavlja red, da tudi preprečuje to turistično kriminaliteto, razne kraje, tako po plažah kot po turistični destinaciji, in verjamem, da je Slovenija še vedno tako varna država, da se turisti odločajo za dopust v Sloveniji tudi zaradi tega, ker je Slovenija varna država. Najlepša hvala. Tudi vam.